Lep pozdrav in dobrodošli v liveu Kripto dnevno. To je live, ki ga imamo vsako jutro ob 9. zjutraj na Patreonu. In če se mi želite pridružiti v živo, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju, če to spremljate seveda kasneje preko YouTuba. In tukaj preko chata mi boste lahko dajali tudi predloge za kakšne kriptovalute, za katere bi želeli, da si jih ogledamo. No, kaj bomo mi zdaj tukaj naredili? Mi si bomo spet ogledali Bitcoin in Ethereum, kakšno je kaj gibanje cene na manjših časovnih intervalih. Tukaj imamo Bitcoin, 15-minutni časovni interval in pa enourni časovni interval. Včeraj sem na enournem časovnem intervalu opozoril na tole skrito medvedjo divergenco, ki bi lahko signalizirala, da bomo mi šli še naprej dol. Ampak trenutno je trg še vedno v neodločenem stanju. Kaj smo še naredili včeraj? Označili smo ti dve območji na Bitcoinu. 71.400 tam nekje, to je zgornja meja, in pa tale spodnja na 67.800. Mi se zdaj dobesedno od vikenda naprej gibamo v tem rangu. In na prvi pogled moram reči, da mi ta struktura ni najbolj všeč. Zaenkrat je zelo podobna trojnemu vrhu. Tako imamo 3 vrhove, tukaj je tale celo nižji vrh. Ampak neodločeno stanje bo trajalo vse, dokler ne prebijemo katere izmed teh dveh mej, torej ta zgornja ali pa ta spodnja. In zdaj glede na to, da delamo trojni vrh, je več možnosti, da prebijemo tole spodnjo in seveda padamo še naprej dol. Naša prva tarča tukaj je na okoli 60.000. Tako da to bom zdaj jaz odstranil, da bomo imeli čistejši graf. Kaj se še dogaja tukaj? Zelo zanimiva situacija na tem indikatorju, ki mi kaže nabiranje dolgih in pa kratkih pozicij. Oranžna črta je Bitcoin in kot vidimo, se kar lepo nabirajo dolge pozicije. Je pa zanimivo pri Ethereumu. Tudi pri Ethereumu so se včeraj kar lepo nabirale dolge pozicije, ampak zdaj v zadnjem času je pa padel dol in so se začele nabirati kratke pozicije. Ampak, kot vemo, kriptotrg vodi Bitcoin, tako da ja, tukaj vseeno dajem prednost Bitcoinu, kar se tiče gibanja in nabiranja dolgih ali pa kratkih pozicij. Kako to lahko interpretiramo? Trg se ponavadi giba v nasprotju pričakovanja večine. Ampak, kot sem že večkrat poudaril, situacija ostaja neodločena, vse dokler mi ne prebijemo katere izmed teh mej. Je pa več na tehtnici za medvedji sentiment. Kot sem že poudaril, tukaj imamo tole skrito medvedjo divergenco, ki lahko nakazuje na nadaljevanje padanja. Poleg tega jo imamo tudi na 4-urnem časovnem intervalu, kot lahko vidimo. Tukaj imamo tale višji vrh v gibanju cene, medtem ko tukaj delamo nižji vrh in tukaj sem že včeraj označil vrh in pa višji vrh. Tako da, ja, večja možnost je, da se padanje lahko nadaljuje. Potem, dajmo si pogledati še Ethereum. Zdaj, tukaj smo se pa že kar dotaknili tele spodnje meje.
In kot sem že prej povedal, precej ljudi računa na nadaljevanje padanja. Zdaj, zakaj je tako? Mogoče tudi zaradi novice, da je Vitalik Buterin prodajal svoj Ethereum. Bomo videli, kako se bo tole zdaj izšlo. Ampak, dokler mi tele meje ne prebijemo, kaj imamo tukaj označeno, to je okroglih 2000. Dokler tega ne prebijemo, ostaja situacija neodločena. In kaj imamo označeno? Mi od spodaj, kje so se nabirale dolge pozicije. Tukaj so se nabirale dolge pozicije in po mojem imajo stop losse naštimane tukaj na 1892 in pa seveda tudi tukaj je zelo pomembna meja na 1750. Tako da, če slučajno mi izgubimo tole mejo na 2000, potem je tudi večja verjetnost, da gremo dol do teh dveh mej. V nasprotnem primeru za bike pa imamo tukaj od zgoraj tole mejo, ki sega tam nekje od 2100 pa do 2150. Če mi tole prebijemo, imamo tukaj od zgoraj še eno likvidnostno območje na 2200, tam nekje, ki bi ga lahko šli pobirati. Ampak tudi tukaj izgleda, kot da imamo trojni vrh, sicer je taka zelo mešana struktura, ampak kot sem rekel, glavne so te zdaj, je tale podporna meja in pa tale odporna meja. To sem želel še poudariti pri Ethereumu. Tukaj imamo tale padajoči klin, ki smo ga mi včeraj prebili, ampak sem že večkrat tudi opozoril, to je enourni časovni interval, večkrat sem opozoril že, da manjši kot je časovni interval, več je možnosti za lažne signale oziroma za lažne vzorce. In kaj smo naredili? Mi smo zgornjo mejo tega vzorca prebili in zdaj smo šli nazaj notri v vzorec. Torej imamo lažni preboj. Tako da v bistvu mi lahko še vedno po tem vzorcu potujemo naprej notri dol in tukaj imamo označeno na enournem časovnem intervalu mejo 1800. Tako da zdaj najprej bo treba spremljati, kaj se bo dogajalo na tej meji 1000 oziroma 2000. Imamo jo označeno tako na enournem časovnem intervalu, kot tudi tukaj na 15-minutnem. Če izgubimo tole podporo, potem ja, je večja verjetnost, da gremo ponovno iskat tudi tole mejo 1800 in lahko bi šli tudi še nižje. Tako da bo treba kar paziti. Če me seveda želite spremljati v živo, vsako uro ob 9. zjutraj se mi pridružite na Patreonu, tam lahko tudi komentiramo, skupaj lahko date predloge za svoje kriptovalute, za katere bi želeli, da jih pogledamo. Seveda ne se pozabiti naročiti tudi na moj YouTube kanal, da ne boste zamudili kakšnega dnevnega videa, da boste tudi obveščeni o vseh premikih cene. Všeček tudi zelo pomaga in pa seveda komentirajte spodaj pod videom. Zadnje čase se razvijajo zelo zanimive debate. Poleg tega me zanima tudi vaše mnenje, katera je večja možnost, ali za gor ali za dol. Bomo šli še enkrat obiskati spodnje meje ali bomo končno obrnili trend navzgor. Tako da, ja, to bo tudi tole za danes. Ne se mi pozabiti pridružiti jutri ponovno ob 9. Do takrat pa vam želim lep dan še naprej. Čau, čau.